Svetnice in svetniki, lep pozdrav. Jedrska varnost ni ogrožena. Ni bila zadnjih 40-50 let in naslednjih 20 let, ko se bo podaljšala življenjska doba prvemu bloku in naprej, ko bo izgrajen drugi blok, naslednjih 60 oziroma 80 let ne bo ogrožena. Pa ne zaradi mojega prihoda, ampak zaradi vse stroke, ki je zbrana v nuklearki, zaradi vse stroke, ki je zbrana pri nas na Genu in zato z mojim prihodom ni treba popolnoma nič biti strah. Zelo veliko pozornost polagam na jedrsko varnost. Sem jo prej in jo tudi zdaj. Ne nazadnje tudi z prihodom te vlade je bilo v dolgem času izdano energetsko dovoljenje, sklenjenih kar nekaj mednarodnih sporazumov z Združenimi državami in še s kom. Županom smo v preteklih 2 letih zelo dobro, če ne rečem, odlično sodelovala, oziroma z mestno občino Krško zdaj, če lahko temu rečem. In vam čestitam ob imenovanju, da ste postali mestna občina. Na poti je protokol številka 8, ki je mislim, od leta 2007 ali 2008 bil na mizi, pa do nikoli do zdaj realiziran. S prihodom te vlade se bo to spremenilo. Pred novim letom je bil realiziran en protokol, ki je govoril o Wi-Fi omrežju. Ta občina je dobila 2 milijona 200 in še, mislim, da je v proceduri, minister me bo popravil, mislim, da je četrtek na seji vlade, bo podpisan še zadnji protokol, ki je začetek tega, da bo Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za Vrbino. Kar se tiče mojega pogleda, oziroma če še želite, da se predstavim, sem Blažko Šarok, univerzitetni diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom in nekje od leta 2005 delam v energetskem sektorju, v energetiki. Najprej sem vodil največjo kogeneracijo oziroma termoelektrarno Toplarna, potem sem prešel na HSE, zatem v privatni sektor in potem na koncu na ELES in pa seveda bil državni sekretar 2 leti, kjer smo glavnino skrbi ali pa pozornosti ravno posvečali energiji, energetiki in pa jedrski energiji, za katero menimo, da prehoda v brezogljično družbo si nikakor ne moramo predstavljati. Je ni in je ne bo. Kljub vsem velikim napovedim obnovljivih virih energije, seveda da, ampak potrebujemo nek stabilen vir in ta stabilen vir ob izstopu Slovenije iz premoga lahko zagotovi edino nuklearka oziroma jo že zagotavlja. In prepričan sem, kot sem rekel, da jo bo zagotavljala tudi naprej. Če pogledamo, kaj se dogaja v naši okolici, vojna v Ukrajini spreminja energetski zemljevid, spreminja zemljevid naše države, spreminja Evropsko unijo, spreminja stvari, ki so bili še do včeraj ali pa do nekaj mesecev nazaj popolnoma samoumevne. In to so cene električne energije. Če kaj lahko novi objekt oziroma ta obstoječi objekt, ki ga Slovenci premoremo, zagotovi stabilno, zanesljivo, kakovostno, če želite, nizkoogljično energijo, na kar moramo biti ponosni. Z vsemi pretresi, ki se dogajajo v tem trenutku na energetskem trgu, cene praktično divjajo, da ne govorimo o zemeljskem plinu in tako naprej, si moramo zagotoviti nekaj, kar Slovenci imamo, to pa je, da temeljimo ali pa da si želimo biti samozadostni. In kako to samozadostnost v vseh možnih okoljskih, energetskih zahtevah z zelenim prehodom, z novim paketom pripravljen na 55, Fit for 55, ki nam postavlja vedno više cilje, kako to lahko dosežemo, seveda s tem, da nadaljujemo to jedrsko opcijo, ki jo imamo. Mi smo to prepoznali, oziroma ta vlada je to prepoznala, pristopila k tako imenovanim enakomislečim državam in podpisala vrsto pisem teh enakomislečih držav in rezultat je tu. Ne nazadnje jedrska energija skupaj z zemeljskim plinom uvrstena v drugi delegiran akt oziroma v tako imenovano taksonomijo, ki omogoča, odpira pot jedrske energiji, da je pripoznana kot nizkoogljična, da rečem zelena, kar v Evropi ne radi slišijo, da odpira pot za financiranje, kar mislim, da v prihodnje ob vsem zaupanju naši stroki bo ključni izziv, kako zagotoviti, na kakšen način zagotoviti financiranje za ta nov objekt, ki sem prepričan, da bo zagotovo stal. Seveda pa Gen energija, da ne bom predolg, ni samo, oziroma skupina Gen, ni samo nuklearna elektrarna. Je še marsikaj več. Imamo 4, praktično 5, čakamo, da bo zgrajena hidroelektrarna na Spodnji Savi, ki je zanesljiv nizkoogljičen vir. Nažalost, pri slabi hidrologiji malo manj megavatov proizvede, pa ne nazadnje vendarle z velikim, dobrim
da ne rečem vrhunskim inženirskim znanjem, ki so pokazali, da se da v rokih, da se da ob dogovorenih pogodbenih cenah izpeljati še marsikajšen projekt. Tako da vsa pohvala tudi ni samo jedrska elektrarna. Pa ne smemo pozabiti na termoelektrarno Brestanica, ki je tudi zanesljiv vir, ki je samo v letošnjem letu, dobro, na račun seveda visokih cen proizvedla marsikajšno dragoceno in tudi dobro prodano električno uro oziroma megavatno uro. Tako da, če zaključimo, jaz mislim, da ne glede na vse, jaz se veselim vašega sodelovanja. Z županom smo dokazali, da lahko sodelujeva. Prepričan sem, da bomo z vsemi mestnimi svetnicami oziroma so še vedno občinske, so že mestne svetnice in svetniki dobro sodelovali, da bomo imeli odprt dialog, ker samo to nas bo peljalo naprej. Pomena tega objekta, ki je v vaši, naši občini, ne nazadnje tudi moje korenine izhajajo iz Sevnice po očetovi strani, tako da še kako me zanima, kaj se bo s to občino dogajalo še v prihodnje. Hvala lepa za besedo in res si želim tvornega sodelovanja naprej.